ženska z oblinami, se pravi, da ima malo večje prsi, če bi lahko dvignali roko. To bo dve roke dvignejo, lejte, Elea. Ja, Moja mama je imela take joške, pa jih ima še zdaj, pa 75 let. No, ampak verjetno se pa z mano strinjaš, ne, Roman, da je tak ekstrem, najprej pokažem, to so pa malo prevelike, oziroma kar veliko prevelike prsi, se pravi umetne, da je v bistvu že nevarno za zdravje, ne? Ja, to... Zakaj pa nekatere ženske tako zelo pretiravajo s poveličevanjem prsi? Načeloma ima moški rad velike prsi, ker ima prav spomin na dojenje. In tista ogromna gmota, dve rajski buči sta tam, ne? In to dojenček je blažen, ko dobi to na okušanje v paketu velikih tistih dobrih dojk, bi rekla Melanie Klein, je prihajal tudi materin obraz, ta lepota. Tudi zaradi tega smo mi zadeti žensko lepoto. Blaženost, sicer pa lepo glavo gledam. In on stran dobre flaške, mora materin obraz biti, nobeni etik se mu reče foter. Ko Anja Kopač Mrak na oči tega ne ve. Hoče en mesec porodniškega dopusta prevaliti na mlade očke, na očete. Ni res. Otrok mora mamico gledati velike joške, mislim velike. Za njega so velike, polne mleka so velike in ta prav spomin po velikem ugodju se mu gravira v prav spomin. In potem, ko odraste, mu ta velika joška skozi ven toče. Razen, če pa tudi radi mehne. Ja, da ni zelo vse, jaz vam mehne joške, zdaj se grem pa ubiti. Mehna joška je pa zdaj pa tako, določene ženske so falične. Straši tistega sinčka. Mamica nikoli ne sme plašiti pa groziti sinčku, to je oče tisti, ki to naredi. Tako da mogoče pretiravajo za moje pojme s fitnessom in ne sem za tvoje. Ja? No, mogoče pa kakšnemu moškemu všeč taka ženska. Pa ne. Kaj pa, naprimer, a so kakšni moški, oziroma so, ki me pa taka ženska všeč? Zakaj? Sej se navzamejo, skupaj so v fitnessu, delajo. Ona je ženska, mama je ženska, rad imam ženske in pa cele dneve ona zraven. Pa ima lahko še glavo lepo, ker ključno pri ženski je lepota glave. Plus telesa, ampak moški smo zadeti zdaj po glavo. Ker je tist onstran dobre dojke je bila še tist božanski mlad materin obraz. Mlad. Ne star, mlad. In smo mi moški zadeti, kar celo življenje z lepim obrazom. Ampak v paketu pa pride tudi lepo telo. In zdaj, če nekdo cele dneve v fitnessu, pa on gleda, kako je pa on, ima telesne mišice, zdaj telesne mišice so vse simbol ene mišice, ki je vedno kronična premajhna. Simbol penisa so telesne mišice. In moške in ženske. In taka fantinja, moškinja, v objemu napačno razrešenega Oedipovega kompleksa, v objemu zavidanja penisa se reče, ona na svojih simbolnih procesih pretvori svoje telesne mišice v simbol tiste ene mišice, ki njej pa manjka. V objemu zavidanja penisa se ona zdaj kurči s telesnimi mišicami. In dela si iluzijo, da jo bo mogoče celo moški radi imeli. In se zakalkulira. Tam je na peščica 5% ali pa 1 promila, neki bodybuilderjo so še neki tam, ker so neki prijatelji, pa se nek transfer naredi, to je neko čustovanje, neka zaljubljenost, ampak načeloma moškega taka ženska splaši. Razen, če ni imel izjemno falične mame. Dominantna, falična, pa vidite neko talo falično mamo, potem mu pa ta falična ženska celo služi za seksualno fantazijo, v kateri pa on tam puf, sužen. Ona ga pa tam ponižuje. Ker je tista falična mama, ki ga je imela rada, ga je skozi nekaj maltretirala, skozi imela moč. In tisto moč potem pa hlepi v odraslosti. Tak moškim določenem procentu, majhnem procentu moških, so take spake všeč. Tako, ampak tudi ta ženska je zaznamovana, kajti po celem telesu ima ogromno tatu, to ni en tatu, ampak čutno uživa v tej bolečini, Tukaj zdaj ne gre v bolečini, ko njej se tatu dela, to zdaj je tudi ne boli toliko. Ampak zakaj se pa ona potem odloči za to, tatujo? Zato, ker ima na psihi deformacijo iz otroštva ven. Normalen človek v tej kulturi, kjer ni vsak
potetoviran, ne, če bi bili vsi potetovirani, če bi bili del kulture, bi bil psihopat tisti, ki ne bi bil potetoviran, ne, če bi bili vsi. Ne, recimo v fuzbalu je normativno, da so vsi potetovirani. In moj otroc lega, ne se tetovirati, ne, ki sta fuzbalerja. In ko mi sem prepričal, da se rija, imajo vsi, ne, ker nimaš nobene brazgotine na psihi. Ker sem te tako vzgajal pa mami, da si ti psihično normalno ne rabiš nobene dekoracije tigra. Če si tiger na terenu, ne rabiš tukaj tigra. Tale bi rekel, da je izjemno trpela celo otroštvo. In psihična deformacija se ali v piercingu, ali v nekih ekscesih, v hobijih, ali pa v tatujih. In pomembno je tudi, kakšen tatu ima. Zdaj, če gledaš lezbične športnice, tu ima neke bodeče, bodečate, okoli tricepsa, nekaj kršpika, ne? To je falično, penetrirajoče. V objemu zavidanja penisa si tudi tatu da faličen, tazga, ki bi ga imajo moški. Ženske ne, one malce neka bi bila rada še lepsa, pa mi oče ni rekel, da sem lepa, pa unga menga metuljčka, kaj na Joško da. Ali pa neko rožico tukaj, ali pa metuljčka na križ. Sploh ga ne vidi. Ma pa idejo, ma pa odozad porivo, dogija bo pa še bolj uživo. Ma umel še raje. Se pravi, percepcijo, nezavedno percepcijo, tudi zavestno, če se vprašal, zakaj sem imel pa na hrbet, tako je pa zdaj, ko me od dogija porivo, bo še bolj uživo. Mu pa dali stavm 6 bolj uživala, pa tako naprej. Se pravi, vsak tatu ima svoj pomen, sporočilo. In so lahko falični, se pravi, po moških se zgledujoči, ženstvene ženske, ki je očka premalo ne hvalil, ali pa je bila neka spolna zloraba, ali pa ne vem, ločitev, pa ona daje neki, kaj pa vem, vse popisana, pa hrbet, pa ne vem, vse posod imajo. To je simptom, znanilec nečesa, kar je v nezavednem. Zakaj nekateri moški ne radi izvajajo, se pravi, oralnega seksa pri ženski? Zakaj se nekaterim to tako zlogabi, nekaterim je pa to kušič? Ja, tukaj igra vloga nadjaza, se pravi super ega, moralne inštance. Vest, ki peče, je lahko manj pekoča vest, oziroma šibkejši nadjaz, pa močnejši. In konzervativna kultura, pa mogoče celo kakva ideologija, v določenih kulturah se določene oralne prakse celo menda ne smejo izvajati. Ne vem, kako ima to Koran, kako ima točno krščanstvo, to je oralno, to ni. In zdaj, če imaš ti moč nadjaz, ali pa močno to Bog ne pusti, pol to tudi lahko tako ponatraniš, da si ti celo gnusi. Če te je samo sram, rad bi, pa te sram je znamenje želje. Ena ženska je prišla k meni, pa jo sprašujem, klasično vprašanje, ki psihiater ne vpraša, egopsihologi ne vprašajo, če ga radi fafate, ne? Ja, ko pa Liza si pustite? Ne, mož ne sili, je pa vam ni lušen, sram me je. Sram je znamenje želje. Določeni moški imajo lahko močen nadjaz, zdaj, če imajo pa slabe izkušnje tam, da so bili pijan, pa so šli kja v WC, pa si jo pa lizo, pa bila pa ne umita, recimo, pa tudi to vohaš, pa priješ ven kot tak vampir. Imaš lahko slabo izkušnjo. Načeloma pravi moški mora imeti imperativ, kako zadovoljiti ženski željo. In če je to ženski lušen, ni zdaj ali meni lušen, ali meni lušen, imaš da ližeš, ker je ne lušen. Ampak zakaj? Zato, ker je kot deček doživel odipokompleks, koliko je treba. Se pravi, poražen je bil strani očeta. Se pravi, ko je bilo treba jeti spat, fotel, tele imaš svojo posteljo, ima 9-5 spat, jaz sem pa z mamico. Skozi to malo ve, da očka nekaj počne z mamico. To je že mali Hans rekel. In tudi vedel, da je Luček igra neko pomembno vlogo. In mali Ojdip, 3-letnik, 4-letnik, 5-letnik, 6-letnik, more skozi tuhtati, zakaj mamica z očkom spi, zakaj ni z mano, zakaj ima njega raj. Katero željo očka izpolnjuje mamici, jaz pa ne. Kaj moram jaz mamici narediti, da bo mene imela raje kot očija, pa bo z mano spala. On se mora s tem ukvarjati in mora biti poražen, on se mora ukvarjati z dilemo, katero željo moram zdaj mamici izpolniti, da bo šla k meni spat, ne z očijem, mojim konkurentom, ko bomo vrat zavil.
Likvidacija, to je odipo kompleks, ne, znebiti se fotra. Dokler ga ne razreši. Pravilna razrešitev je pač ta, da to potlači, ko bom velik, bom tak car ko oči in mamici bom izpolnil željo, ne. In se zgodi ta bujn cesta, kar pomeni, da mamica ti ni lepa. Mene enkrat mama vprašala, če je lepa. Pa sem bil kot tele, kako mami, tako butast vprašaš? Ne, ti si moja mami. Ne moraš ti mamico lepo videti, ne. Tu si mi pol enkrat povesi, kako si tu butasta bila, mene šla sprašva. Ko pa to, fotra mojega vprašča slepa, ne svojega otroka sprašva, ne. In pravilno dip pomeni, da je glavna želja moškega, da ženski izpolnjuje željo. In če on ugotovi, da je ženski, in zdaj, če ni butast, bo vedel, da je to treba zdaj lizati, pa še če ti ne stoji glih trdno, koš zdaj, gotovo, gremo domov, malo do 2 ure ližeš. Zato, ker ona uživa. In ti si car, ker nje izpolnjuje željo. Ti si pa ne, to mi pa meni ne paše. To je pa nekaj z moškim narobe. Nima imperativa izpolniti ženski željo. Napačnega odipa in posnel na hard disk. Nerazrešen odip oziroma ločeni starš in potem se sploh ne ukvarja z dilemo, ker njemu mamica skozi izpolnjuje želje. On se sploh ne ukvarja, kako mamici izpolni željo, da ga bo imela mami raje kot fotra. Ker fotra tako ni, ona pa z mano spi. Pa te, on reče, da mi ga pofafi, pa zaspi, kdo pa mene, kur se mi ne ljub. Če normalnemu moškemu rečeš, ti, tukaj ni smes, cef, greš takoj pa oddelaš svoje. In ti je to v užitek. Ja, Roman, da so zdaj kar ogrela Anja, sem pozabila pokazati še eno zelo tako brutalno fotografijo. Tukaj sta 2 ženski, ki si želite imeti čim večje ustnice. Saj ne rečem, ženska polna usta so lepa, ampak tako zelo, pa ne vem, dvomim. No, usta niso usta. Bi se reklo po Freudu, jaz imam eno knjigo, kjer je Freud z brado, zdaj včasih ni bilo toliko debilacij, ne. Tudi ta črna dlaka, štrlina, črna dlaka, če ti zdaj pokažem, sem zelo kosmat. Ti si pa depilirana, ne, verjetno. Kot zanima, viš tukaj kosmat. Ja. Sam črna dlaka je simbol moškega spolnega organa, na simbolno nezavedni ravni v tej kulturi. In je to za ženske, recimo, embarrassing, da te tam liže, pa da dlake špuka, pa da kaktus liže, ne, in ga špika. To ni, ne, v tej kulturi. Čas 50 let nazaj ni bilo žiletk, ne, so bile babe kosmate. To mi rodari znajo povedati, da so imeli občutek, da se z bedancem košujejo. To je še majno, veš. Super. No, kar se tiče simbolne strukture ust, usta so simbol vagine, ne, in naredi slik na slovnici, so bile, če si gledal Freuda v usta, si gledal Freuda, ampak če si pa malo drugač z zamikom pogledal, kar je bilo tudi tam prikazano, je bilo pa simbol vagine, ne, pač kosmat je kosmatost, usta so simbol vagine. Tudi recimo, ko Freud je sanja o Irmini injekciji leta 1896 te sanje sanjal, se mi zdi, in je pa v tej knjigi interpretacije sanj to razlagal, ne, in je sanjal, kako gleda noti Irmi v usta, ne. Noti imel pa gnojne izcetke, pa take, ne. Še kdo je zdaj sperma odpustil v ustih, ne. Pa rdeče šnable, to je simbol vagine, ne. Tudi ti, recimo, če simbol seksualne prekrvavljenosti ne bi bila kri rdeča, ti ne bi imela rdečih ustnic, tebi je lepo, ne, in tudi normativ je, da dobra blondinka ima še rdeče žnable. Ali pa roza. Ali pa roza, zato ker v objemu pohote je ona pol malo prekrvavljena, pa še malo se mora svetiti, ne, še malo masne mora biti, zato ker je tudi ona masna, ki je pohodna, ne. Zanimiv, ne, sam zavest nič ne ve, ampak one te pohodnice skozi tudi nekaj gor devajo, ne, pa kažejo, ki se lepe. Ne, zavedno ona, pohodna sem, a boš kaj naskočil, ne, želja ima. Te ima pa Kako pretiravanje? Ja, pretiravanje. Ona sporoča, da ima željo. Veliko željo. Veliko željo, nenormalno željo, tudi pri teh 2, tudi blondinke so, ne, oče ni upravljal te prave naloge, ne. Jaz bi rekel, da je bil odsoten.
Ne? Ker ni določenih stvari prepoznaval v ženski, v delu. Prvo vprašanje se glasi, zakaj se moški bojijo resnih zvez? Sam fukaj bi rad. Mislim, odvisno pri kateri starosti, ne? Zdaj, če je moški simbolno kastriran, da je brez denarja. Brez denarja, ne? Nimaš kaj v resno zvezo hoditi. Če ne moraš štalce, kravce narediti, ko boš, lahko porivaš, pa greš, ker češ pa otroka na fuku, moraš pa skrbeti za njega. Pa raj nisi v resni zvezi, ker tvoj ejakulirani penis ne ejakulira evrčkov. Ampak tudi kakšni bogati moški ne marajo resnih zvez. Zato, ker je vsak dan drugo, je Pero Lovšin na komad napisal. To se ene in iste se naveličaš. Mislim, ampak zdaj tudi nekateri moški nimajo resnih zvez radi, ker ve, da se naveliča, ampak zdaj pri kateri starosti. Normalen moški, ki je doživel harmonijo z mamico, se identificiral z očetom, bo pri enih 25 letih klepel po resni zvezi in bo hodil med družino. Pa je odvisno tudi, kjera starost, ne? Če si tam pri 50 letih loče, ko boš v resni zvezi, mislim, tu bi poril enkrat eno. Ok, zakaj ženske obožujejo tiste prave mačo moške, torej barabe? Grši kot se moški obnaša, bolj ga ženske obožujejo. To je stereotipno povedano, ni čistko. Določene ženske imajo ono strašansko iluzijo, v katero verjamejo, jaz ga bom pa ukrotila. In je to užitek. Ona tam enega SS-ovca sadističnega, ker pri meni bo pa krotek. Sedi, tačko, z žensko strašanski užitek. Da najbolj pokvarjeno barabo, ona ohromi z lepoto. In načelno je to razmišljanje ženske pravo. Ker tudi pravi moški, mene ne more nobeno red spraviti. Jaz sem enkrat na enem predavanju, so mi hoteli nekaj vprašanja zastaviti, nobenih vprašanj, ker ste mi limitirali čas. Sem rekel, razen, če kakva dobra mrha z njoškam pride, če ona reče, ti pa tele pa odgovarja na vprašanje. Krotek bi pa odgovarjal, ker ženska lepota je veto za pravega moškega, on vse izpolnje. Zdaj še enkrat ponov, kako si zdaj to? Je ženska promiskuiteta kdaj normalna ali vedno simptom? Je normalna, ko zdaj ona ni preskrbljena, ko ni preskrbljena z organom, tu bo nora ratela, tu bo znala narazen, tu bo skozi kadila, flaše pila, rdeče žnable, ker ga hoče dobiti. Mislim, njeno nezavedno hlepi po tistem, kar na njenem telesu manjka, ampak Nadja ne pusti transparentno reči, jaz sem to potrebna, daj me nažgi. Ne bo to naredila, ker to pa kurva rataš, mislim, ne boš, ali pa na 6 boš to povedala, ne boš pa transparentno, ona bo signale spuščala, simptome, ona se bo te prvi se treba na blond poštrihati, ja, noben me namara, gospa na blond se poštrihite, daj še lašne si pusti, dajte malo rdeče šminke gor na žnable, rdeče nohte pa štikle mete, velika. Jaz upam, da ste malo zadovoljni z odgovori, se vem, da bi še kaj več povedali, mislim, še kaj več pod vprašanj, da daj še naprej. Ok, eden je zelo navdušen nad tem, ko si povedal o tem lizanju vagine, tako da evo, kdor ne liže, ni Slovenc, hej. Dobro je tale, dobro. Mislim, da prav moški mora izpolnjevati ženski željo. Zdaj, moški pa tudi Moniki in Lizi tej kurc potrebuješ, rečem, mi to še ne vemo, kakva je anatomija genitalij. Pol pa ližeš tam v trci, popkam, tam, ko se najbolj uživa, tam moš lizati, ker mi pa točno ne vemo, kaj moš točno lizati, mislim, približno se ve, ampak se pa trudiš, pokažeš željo, nekateri moški uživajo, ker ona to ktuli, ker jaz vprašam, gospod, doživljate orgazm? Ja, v penetraciji ne, če pa liže, pa ja. In zdaj, če je on tam liže, ona dere kozvarina, to, mama prav, izpolnil si mi željo. On uživa, ker izpolnjuje želje in veš, da bo liže in je lušen. Sam, da bi bilo fiziološko lušno, to ni zdaj, tudi malo na slano čas potegne. Ne gre za fiziološko prijetnost, recimo, ženski je fiziološko fajn. Moškemu pa ni fiziološko fajn lizati, ampak mu je psihološko fajn. On uživa psihično, ker izpolnjuje ženski željo, ona pa še, ja, Zdaj, nekateri imajo pa veto,
ker mu je mama vse želje izpolnila. On se ni trudil, da bi mami izpolnil želje, on bi pa rekel, da mi ga fafi, dobro, zdaj pa zaspim. No in še ena pohvala, ne, nič ne bom vprašal, samo rekel bomo danes, dalje ste moji dolevo. Ja, sej, če bi jaz bil v teh medijih, ne bilo več feminizma sploh, enako spolov. Kak enako spolov? Roman, ampak vem pa samo povej, ne, zakaj pa, jaz to sicer nisem verjela, ampak prebrala sem, da nekateri moški pa ne marajo, se pravi, da jim ženska, ja. Vse, imam frazo z Moniko, tega je treba ubiti. Imajo močen nadjaz, premočen oče, pa mogoče kakšna konzervativna vera ali pa skozi izpostavljam te, to se pa ne sme, roka se ti upošešila, ne, če boš ti, to pa ne se prijema, to času mogli spati z rokami vidnimi. V glavnem lahko je ta privzgojen, da se to ne sme. Močen nadjaz, to je jebat. Zadnjič me ena vprašala, je rekla, jaz te dobre fante imam, stara je to kot ti, dobre fante, v redu so zaužent, sočutni, pomagajo, moralni, vse, fuka pa kup debil bil, ne. Ma ga daš kamer, me daš 3 minute, gotovo. Dobiš pa tam eno barabo, tam, rekel, tam pa žge 3 ure. Mislim, pa imaš tam enega zaužent, enega pa prfukenga, sam ta bolj seksa. In pa so babe čist zmešane, kočete, jaz ne moram imeti, ne, vse se bo naučil. Je pa res, da te zelenci, ne, ko so moralni, ne, z leti, nadjaz, ne da je šibek, ampak pohota dobi veto. In z leti... Kaj pa tole vprašanje? Nekoga zanima, zakaj imajo moški raje blondinke? Ker smo sami so črni, črna dlaka, črn. Ona pa hoče biti nasprotno od moškega. Jaz sem pa radikalno drugačna. Jaz sem blondna. Ne, vse, kar ti nisi, sem jaz. Ti si lahko smrdiš, grd, jaz pa dišim, lepa. Ti si kosmat, jaz sem pa depilirana. Ne? Radikalno drugače. Načeloma, moški niso blond v osnovi. Veliko, če bi statistično gledala... Različnih skandinavcev, ne? Ja, no, ok, sej jaz sem pa 2 sinova, pa je čist mamic voda, ne, lep ko mami, ne, jaz car, ne, car, jaz sem iz gimnazije dobo, ker sem lep. Ne, ker sem lep, ker sem car. Ne, ampak moj otrok je pa blond, ampak načeloma moški napada žensko željo z dejanji, ženska pa z lepoto. Ona mora upozoriti, da si pa čist drugačna kot si ti, ne, čist drugačna kot moja konkurenca in če si blond, že poveš, željo imam, ne, lepa sem, če se dekoriraš, če se napraviš, to napadaš moško željo. In to dela simptomatično, ker ti tvoji nezavedni procesi diktirajo protokol, po katerem boš ti prišla do alfa samca. Oziroma, ti si že poročena, si bojo tebe želeli. In ti nisi imuna, a veš ti, da veš ti tole, pa vsi te gledamo, pa nažgavo, tebe lušim. Če razmišljaš mene, bi pa tele vsi me imeli. Sam me ne bojo, ker imam jaz svojega gamsa. Ne? Ja, ne. A sam je ti pa lušim, veš, so te gledali. Pumpaš si jedo in to je načeloma, ne smeš biti to klobosum, ne, da ne postiži, da tebe pa zaprl v puluj, ali pa recimo sfere Joe pokril z burko, ko muslimani, ne, sam jaz bom tebe gledal. Ženski je lušen, če je za vse moški lepa. Da kažem kompliment dobi. Kompliment, pa da ima ono iluzijo, ne, sej vem, da me nažgajo, drki si ga še naprej. Ne, ko špacar, tak je moj dec, pa lahko prideš bliži. Ja. Zakaj pa nekateri moški nezavedno sovražijo ženske? Nezavedno sovražijo, ker nezavedno so mama sovražili. Zato mama ne sme kaznovati svojih otrok. Kaznovati more oče. In vzgojne klofute morajo dovoljene biti očetom. Mamica ne sme jezo od sinčka, ker bo on pa mamo začrtel in v konstruktu nezavednem tam obstajam, pa tisto jezo do mame žena dobila. Ne? Najbolj poročevana klientela moških, tudi žensk, no, sam žensk, pač v serijskih morilkih je procent. Serijski morilci so sami moški in ubijajo ženske. Razen geji ubijajo moške. Ne? In če si ti mamo črtel, ne moreš si pomagati, da kar naenkrat biti eno zadavo. Pa tam, ne vem, serijski morilci, tam neke pocesti. Zakaj moške rajcajo ženske nogavice, torej najlonke? Zdaj lahko so fetiš, ne? Zdaj bom povedal teorijo fetiša. Zdaj obstajajo fetišisti, ko se baba ten slač, pa tisto najlonko, šnel fukarco dol, ne? In jo vrže, in potem tip skoč,
pa vohava recimo najlonko. To je fetišist, ampak ta fetišist zopet nastane v otroštvu, ker je, ko je vzrl žensko telo kot golo, pa ne celo, je tisto grozo, kar deček anticipira, da bo videl lulčka, tako kot ga ima on tudi pri ženski. Če on gleda slačenje na ženske, ona daje najlonko dol, recimo pa še tiste tangice, recimo pa on ozre nič, kar ga je groza. On lahko fiksira libido, to je energetski potencial na enem kosu obleke, ali štikl, ali tangice, kombineža, ali pa ta pegica, šnelfukarca tista. No, in pol, ker ga je ta groza preveč to vzred, se libido investira v najlonko in pol ga najlonka rajca. Po drugi strani je pa najlonka, če bi logično še tudi malo sklepu, koža se vidi, ti nimaš najlonka, okay. Koža se vidi, ampak še vse je pa kitajski zid, ne priješ do kože, Se pravi, liza zdaj ne moš, ko šla najlonko lizo, zdaj pa treba, joj, to je pa lepa, pa svet se pa treba dol, pa rajca to bolj. Freud je napisal en tekst, Vic in njegov odnos do nezavednega, kjer je teorijo smešnega razlagal, oziroma neke prihranke psihične energije in če skozi tisto teorijo povem, ti imaš željo po golem telesu, tam ti je pa nasproti najlonka, ki ti dal pogled v lepoto ženske noge, ampak pa imaš pa še dol da. En delček psihične energije je investiran tudi v najlonko. Kaj ženska želi uveljaviti premoč? Ali naj se ženska moškega, ali naj se ženska dela nedostopna? Ja, ok, premoč je tudi tako, Ženska uživa, če vidi, da ima tega moškega pod kontrolo, In zdaj, normalna ženska bo to naredila, lepa sem, željo imam, če češ tole mene dobiti celo, pa veš, koliko sem jaz dobro v seksu, boš malo pod mojo kontrolo. Takole bo mes rekla, Ampak to naredi po ovinkih. Če pa to čist ne rata, pa če nima izostrenega čuta feminilnosti, pa ona neki se pa kurči, ona pa neki, takole bo mes rekla. Ne, ženska mora malo kura biti, ker ni petelinke. Obstaja petelinki, ki rika in petelinku tisto kuro vidi, gre na kuro, In kura ga ohromi. Določene ženske nimajo feelinga, one ne vejo, kako je treba ohromiti moškega. Z nemočnostjo. Solza, ženska solza je veto. Vidiš jogajočo žensko, gotov si. Moš tih biti. To je veto. In določene ženske nimajo feelinga, pa hoče obvladati, breko, moškega. Se pravi, tisto kurčenje bi ona zdaj ga umirila. To je vse v sferah nezavednega. Zdaj lahko je pa še tu problem neke ženske z očetom, ki celo otroštvo doživljajo tisto krotko mamico, ki je skozi trpela, pa hčerka, ker je antidepresiv. A je kaj resnice na tem? Tega se pravi. To so moški raziskavo delali, kaj sem gledal v Italiji, so delali, 5 moških dela raziskavo. Šilce, sperma, zjutraj, eksos, pa si skrsna smejana. Gre za psihični učinek, ker normalne ženske to obožujejo, ta organ, Zaprav, tudi sperma, recimo, je nekaj užitnega, Tudi veliko žensk to tudi pogoltne, Ampak ne gre za antidepresiv, gre za to, da je to lušen in če ti dobiš ta užitek, pa si nasmejan. Določene sodelavke točno vejo. Kako je vesela prišla. Zdaj, je imela kakega fokača doma, če je recimo ločena. Ali pa če je pa poročena, pride sa nasmejano, če je dec fejst nažgal. Ali pa zjutraj mu ga je pol ura fafa in bilo to lušen. Pa je pa še on lušen je bilo. Gre za psihično uživanje, ne gre za spermo, da ima ona antidepresiv, tako kot, Cipralex. Razumeš, to je psihična stvar, to ni kemična stvar, ki učikuje na sinapse, na prenašalce serotonina, kar dela antidepresivi. Zakaj pa ne v otroštvu? Zdaj imamo učiteljice in učitelje. Zakaj imajo nekatere učenke sanjajo o učitelju, športne vzgoje, ali pa, tudi fantki sanjajo o učitelju. To je Macron, to ni, to je prav. Moš ti stari babi sanjati, če tvoja mamica bila mlada.
Mlado mamico imaš, ti mlade ženske želiš. Pa če kakšna mlada učiteljica? Ne, je starejša od tebe. Ona je lahko neka dobra mrka, mogoče, ok. Če imaš pa raj staro mamo, pa tvoja mamica mere tebe pri 45 letih, so ti pa stare babe všeč. Ali pa tudi če je zelo dominantna mamica, je zelo dominantna starejša ženska in ti zaznamuje spolno željo. Ampak načeloma si moški želijo mlajših žensk, ker imajo to prav spomin na mlado mamico. Zgodba Macrona je, jaz sem svoj cajt napisal to, pa sem bil pred tistimi psihiatri v Italiji, so to o Macronu. Macron ni diht. Ne moš ti 24 let starejšo staro mamo imeti za ženo. Pa je dobra mrka, ne moš imeti. Če pa to imaš, pa to simptome, pa treba pogledati otroštvo, on je še bankir, kar pomeni, da ga mamica srat ni učila na kahlico prav. Jezik neko kariero dela, pa neka stara mama tam. Prav, mogoče pa tudi zato, ker danes ženske pri 40-50 izgledajo vrhunsko, ne? Stara je. Vsi tudi dobro seksajo. Stara koka dobra supa. Meso je staro. To so joško malo bolj na tleh. To ni. Mlada ženska telo. V seksu, recimo, ko se moški loteva, recimo, po 40-50 letih ene mlade ženske, to uživa ko zmešan. Ko dobi mlado žensko telo, struktura užitka je čist druga, kot če ti staro koko porivaš. Ti uživaš, ker se ona fajn dere. In zadovoljuje želje in ima drugo strukturo užitka. Če pa ti mlado babo dobiš, se ti pa meša od užitka, ker imaš mlado telo. In druga struktura užitka. Naveličani delci, mlado se že trudil, staro babo, pa tehnika favi, 5 gorja, ni, pa še ostanemo, ne. Kaj pa, naprimer, učenke, ko gledajo za kakšnimi učitelji? Učitelj ima pa status faličnega, to je pa druga zgodba. To je pričakovano. Večina deklic si falične, starejše moške najde in učitelji so tisti, ki imajo atribut faličnosti, moči, oni se transparentno kurčijo z znanjem, z retoričnimi sposobnosti, s pametjo, z dejanji, z mišicami, ne imajo moč in oblast. In deklica je doživela tazga fotra, prvega Boga, je oče, on ima dejanja, oče ni lep. Prvi ti mest povedal, da se dogaja lahko transfer. Transfer je čustovanje, ki se je izvorno prvo ugotovilo v psihoterapiji. Ko je Freud spoznal, se prvi bil Breuer, kolega Freudov starejši, je vse ženske pozdravil z besedo, samo vsako še nažgal. Freud je pa stuhtu, da je sploh ni katarzična metoda ključ, da ti pozdravi z besedo, ampak je Breuer še vsako nažgal, ker ni bilo etike psihoanalize, se pravi prepovedi, da terapeut ne sme pacijentko nažgati. Ker fenomen psihoterapije je, da se pacijentka zaljubi v psihoterapeuta in ko se zgodi zaljubljenost, nezavedna zaljubljenost, ki se reče transfer, je terapeut sposoben predrugačiti misel, vplivati na misel in njej misel pozdravi, če je ona zaljubljena v njega, če je simbol njenega očeta, ona pa deklica. Ko se ta transfer zgodi, in ta transfer se zgodi v smučanju, Masi Maze, Petra Majdič, Andrej Hudeč, Lindsey Vonn, Thomas Vonn, to je poln tega, v zimskih športih je največ tega. Ker tam so skozi skupaj, to se skozi žgejo. Ona Katarina Koznik, to so Porniča snemali, pa so imeli pa analizo prvega teka, pa je dal Pornič noter, sta s trenerjem se žgala. Temu se reče transfer. In tega je veliko tudi v šoli, se pravi, status mogočnega očeta ima učitelj, pa pride hčerkica, ko pri 13 letih to skozi sanjajo kače. Mislim, to se masturbirajo, to počnejo že lahko nekateri od 5 leta. Doživljajo orgazm, imajo seksualno željo, že zelo zgodaj, imajo menstruacijo, imajo joške, to so mlade ženske. Želja po organu, ki njej na telesu manjka, ki se formatira pri 3 letih, ven vsega pri 13 letih. In takrat bi ona zdaj, kje pa je, največji približek očetu je pa učitelj športne vzgoje, on se najbolj kurči. Lahko tudi matematičar, pa ena prav je še kar provete, slišim, me je nažgal med frej uro v kabinetu kemik. Tega je to, da je glavo peče. No, ampak narobe je pa, če si moški želi 5 let, ne vem, staro. Ne, tisti pa patologija, zdaj lahko razložim, recimo, če se moški boji svoje mame, recimo, preveč, je mama falična, lahko zaradi tega postane gej, bodi gej, če pa še fotor prefuk je,
Se pravi, gej postane, mama je huda, oče ga pa boža. Rata gej, klasičen, si želi moške. Če pa mama huda, pa oče tudi hud, pa je pa edini varen objekt, pa otrok, deček, v tem primeru. Lahko je pa tudi mama huda mama, oče, brigu, in ni postal gej, je heteroseksualen, ampak običajna ženska se jo pa plaši, ker se bo mame. In pa deklice so pa krotke. Deklice se pa ne boji. Pa deklice so tudi, so lepe že punčke. Mislim, ženska, punčka so si podobne. In pedofil lahko nastane zaradi napačnih enih vzgojnih stvari, ki se zgodijo v njegovi primarni družini, ali se pa pedofilija podeduje. Se pravi, pedofil, recimo gejovski pedofili so bili sami žrtve pedofilije. In to ne tiste nasilne, ampak tiste prijetne. Največji problem pedofilije je, da žrtve znajo uživati, fiziološko uživati. In tisto paradigmo prijetno